Velenjčane skrbijo visoki zneski na položnicah, ki so jih prejeli za decembrske storitve. Z mrzlimi dnevi v januarju skrbi le še naraščajo. Prebivalci so se združili v ljudsko iniciativo, ta pa od velenjske komunale zahteva naj prekliče januarske položnice in prepolovi ceno toplote. V celi vrsti zahtev do lokalne oblasti in komunalnega podjetja so skušali poiskati vzroke za visoke zneske. Za sredo napovedujejo proteste. Prispevek Metke Pirc. Anomalij na položnicah je veliko, predstavnik ljudske iniciative Asmir Bečarevič. Sosed spodaj je dobil položnico za komunalo 330 evrov, sosed nad njim pa 220 evrov. Isto stanovanje, isto število oseb, korekcijski faktor ni bil urejen. Zneskom se čudi tudi velenjski župan Peter Dermol, ki navede primer upokojenke. Da je upokojenka ne dobila 300 in še nekaj evrov, dobila je 450 evrov, kar je zame zelo katastrofalno. Za takšne ljudi imamo ne samo toplotne dodatke, imamo tudi vrsto drugih. Težava so predvsem raznoliki zneski. Vstopna temperatura je enaka, priključna moč je enaka, cena toplote je enaka, pomeni, da je težava samo v porabi toplotne energije. Tukaj pa moramo še bolj osveščati javnost in pomagati, in zato bo tudi oblikovana posebna skupina ljudi, ki bo z osebnim pristopom pristopala do takšnih ljudi, in istočasno bomo uvedli tudi, da bo na mesečni ravni komunalno podjetje Velenje skupaj z energetsko pisarno izvajalo spremljanje porabe toplotne energije. V primeru, da te zahteve ne bodo izpolnjene, sledi stopnjevanje našega protesta in državljanske nepokorščine z referendumom, z civilnimi tožbami, z kazenskimi ovadbami in celo z blokado mesta. Pa je v imenu ljudske iniciative napovedala Sara Bajec. Velenjska občina bo prihodnji teden svetnikom predlagala zvišanje toplotnega dodatka. Vzrok za decembrsko železniško